Dobro, da greš lahko s podcastom na WC. WC friendly. Podcast je WC friendly, pa še kaj drugega. Od mame se pričakuje, da se sacrifice za družino. Od artista se tudi pričakuje, da se sacrifice za svoj art. Ne? In tukaj je ta Venn diagram, ki se v bistvu se ne more srečati. Ne? Ta overlap je tako čuden. Ne? Quantum tunneling, ni overlapa, se samo mogoče kaj predstavlja. V bistvu ni Venn diagram. Sta samo dve točki. Mislim, je, ampak sta dva krogca narazen. Popravek. Je jezna feministka tako podoba, ki jo družba pozna in ful rada zavrne v smislu, ja, se razumem, da si jezna, ampak feminist killjoy. Pač to je ženska, ki pokvari vzdušje s tem, da pove resnico, ki bi mogla ostati neizrečena. Dobesedno se gre za, če bom zelo grob, sodobni safari. Mi se vsi poznamo, therefore, če te ne poznam, pomeni, da si ti ali od kar nekje, da te ne poznam, ne glede na to, koliko si tam successful in famous ali pa ne, ali pa si pač kar en loser, ki sploh ne paše k nam, ne? Celo, ko sem se z enim zelo znanim kuratorjem pogovarjal, je bil tako, zakaj se ti tretiraš, da si Balkanka? Ti si Slovenka, ne? Pač tudi v Nemčiji se ne reče, jaz sem Balkanca, pa se reče, ich bin ein Jugo. Performance je pa tako, da ti pač moraš biti tam in na nek način je to tudi za obiskovalca, ti pač moraš zdaj zdržati to in počakati, da je konca, ne? Und ich würde es gerne in der Zukunft nochmal machen. Weniger müde, mehr konzentriert, aber so ist es eben. Das Leben einer Mutter ist hart. Drage poslušalke, dobrodošle v 8. epizodi 5. sezone Kritiškega posladka, podcasta, kjer se na široko pogovarjamo o vizualni umetnosti in z njo povezanimi prilastki. V gosteh danes Ana Kotar Škarjak. Ana je vizualna in performativna umetnica, ki živi in ustvarja v Berlinu. Njena praksa obravnava skrb in materinstvo kot podcenjeno obliko dela, ki je hkrati čustveno, telesno in politično. Deluje na področju performansa, instalacije, teksta in zvoka, vključuje tudi papir, tekstil in domače predmete. Pomemben del njenega dela se navezuje na medgeneracijske vzorce skrbi v balkanskem prostoru, na to, kako se podedovana ravnanja prenašajo, ponavljajo in zavestno prekinjajo. Glavne teme so torej materinstvo, skrb, spomini, travma, kompleksnost in prepletenost le-tega. Pogovarjali se bomo o tem, kako razumemo besedo skrb, kaj vse vključuje in kako jo problematizirati, o tem, kako jo združevati z idejo materinstva, prehajanja med vlogo matere in umetnice, kaj vse lahko to pomeni, kako delati umetnost, ki takisto naslavlja to isto materinstvo in njegovo kompleksnost v odnosu do trga dela, širšega vidika družbenih vlog in življenja ter dela v Berlinu. Eno od izhodišč je tudi trenutna razstava v galeriji Y v Ljubljani z naslovom Re-Sister, ki je na ogled do 25. avgusta. Poslušate kritiški posedek, posladek. Z Ano Kotar Škarjak se pogovarjava urednik in umetnik Jernej Čuček Gerbec in umetnostna zgodovinarka ter likovna kritičarka Maša Žekš. Lepo pozdravljeni. Poslušate kritiški posedek. Posladek. Jernej in Ana, jaz vaju bom zdaj kar skupno nagovorila oba in sicer zato, ker Jernej ti dejansko kuriraš to Anino razstavo, ki je izhodišče nekako za današnji pogovor. Vidva oba imata neko skupno zanimanje, jaz sem zdaj to izluščila ven, ok? In to je torej skrb. Jernej, tebe mogoče bolj integrira vidik neke skupnosti, prijateljstva, družine, hrana, vsakdanjost. Ana, ti si pa bolj vezana na vprašanje materinstva in položaj ženske v sodobni družbi, vezane na preteklost, spomine, travme in tako naprej. Ta skrb se pri Jerneju pogosto odraža tudi v samem procesu dela in neki oblikovnosti, likovnosti. Pri tebi, Ana, pa so projekti mogoče malo bolj proaktivni, malo bolj asertivni, vsaj jaz pač to tako vidim. In zdaj vprašanje nekako za oba. Kako se je razvila ta misel ali pa afiniteta ali pa sploh ideja do koncepta o skrbi? A je to na koncu neka metoda dela ali neka samoterapija, je to klic na pomoč ali je bolj kot neka želja po spremembi? V glavnem, kako se mogoče to delo, metoda, ideja, izhodišče, začnimo pri tebi, Ana, razlikuje od neke jezne feministke? Če sploh se. Ja.
Mislim, za mene je tako, da je skrb del mojega vsakdana. Ne? Jaz sem mama in umetnica in pač nisem si te teme izbrala v smislu, da bom zdaj pa delala umetnost o care worku ali pa feministično umetnost. To je pač enostavno moja realnost, ki pač vpliva na to, kako razmišljam, kako lahko delam, kaj delam. Danes me itak zanima v bistvu to, da bolj kot care work, kakšni so družbeni sistemi in kako postanejo del telesa. Ne? Ker ko se skozi ponavljanje naselja v naše navade, v naše odnose, takrat pol ni, ko bi rekla, takrat pač pol ne razmišljamo več samo o sebi, ker je ta sistem tako razpreden. Make sense? Skrb je eden najbolj jasnih primerov tega. Ne? Je delo, ki se ponavlja vsak dan, pogosto ostaja nevidno in večinoma ga upravljajo ženske. Lih zato pa se mi zdi, da so tako neka določena družbena pričakovanja enostavno pač skozi tam in se zato zdi, da je to nekaj naravnega, da pač mama skrbi za otroke, mama gleda, če je vse v zvezku, če je domača naloga narejena, skuha, gleda, da se je ta prava hrana, da se gre na govorilne ure, da se organizira recimo tudi obisk zdravnika, te stvari. Ne? Ja, meni je bilo ful zanimivo to, ker sem pač malo brala o tvojem delu pa o posameznih projektih, pa tako, ker je nekje pač si napisala, ali je bilo napisano, ali si povedala, whatever, da pač skrb ni čustvo, ampak je delo. In to vse polka pomisliš, je tako, ja, vse je logično, make sense, ampak recimo, ko za nekoga rečeš, da je skrben, a ne, ponavadi rečeš, imaš v mislih bolj to, da je pozoren do nečesa, da razume, da je empatičen, da je prijazen, da je ustrežljiv in tako naprej, ampak somehow to razumemo, kot da je to njegov karakter in njegovo nekako notranjo delo, ja, njegova čustva, njegova mentaliteta, to, kar se ti pač v glavi in v duši dogaja, ne pa, da je odraz nekih dejanj in dejanja so delo, ampak to delo pač je nevidno oziroma pač kar preskočimo to. Ne. In to se mi je zdelo ful, ker je zelo taka kratka izjava, ampak je resnična, ampak mogoče redko pomislimo na njo. Ne, da... Ja, mislim, da dejansko to se ful pokaže, pač, ko postaneš starša. Ne? Ker do te točke to predvsem obravnavamo ali pa vidimo kot čustvo. Ne? Kot pač skrbite za frenda, pa ga pokličeš. Ne? In valjda je tudi to. Ne? Je čustvo in so tudi dejanja. Ampak zelo hitro se pa pol spregleda, da dejansko tudi, ko skrbimo za frende, je v ozadju pač neko delo, ne? Ker skrb je organizacija, je načrtovanje, je odgovornost, je neko mentalno breme, ne? Je nek čas, ki ga lahko pač zmerimo in je non-stop lahko pač v primeru starševstva pač prisotna. Ne? Glih v primeru pač, če si mama, ne? Je tega nevidnega dela ful. In brez tega pač družba ne bi mogla v bistvu delovati. To mene ful zanima. Bi pa še omenila tisto, kar si prej rekla, ker se mi zdi, da je zanimiv point, jezna feministka, ja ali ne. Meni v bistvu, ko sem brala tvoje, ko se reče tvoj draft vprašanja, ne, sem se takoj v bistvu prijela na to jezno feministko, ker sem bila tako, mogla sem se prav sama vprašati, a je sam to, ali v bistvu, kako bi lahko to zdaj razložila tudi sama sebe. Ne. In se mi zdi, da je jezna feministka tako podoba, ki jo družba pozna in ful rada zavrne v smislu, ja, saj razumem, da si jezna, ampak ne, bla, bla, bla. Ta stavek je pač del tega problema, da v bistvu žensko, ki izraža neko čustvo, naprimer jezo, a ne, pač to je to, ona je jezna. Ne imamo te jeze kot neko informacijo. Ne. Moje delo pa ne izhaja iz jeze, ampak iz opazovanja. Zato, naprimer, lahko uporabimo izraz killjoy, ne? Feminist killjoy. Pač to je ženska, ki pokvari vzdušje s tem, da pove resnico, ki bi mogla ostati neizrečena. Jaz sem zelo pokrajšala to, da sem napisala jezna feministka v smislu, da recimo, zdaj pa je neka umetnica, ki je pač prej delala nek art, pol je pa pač imela otroke in je ugotovila, da je to najlažja stvar na svetu in zdaj bo pač valjda svoj art usmerila oziroma se bo njen art začel vrteti okrog tega, da je ona mama, pa da ima otroke, pa da je ženska in zdaj bo vse usmerjeno v to, kako je to težko, pa že tako je težko in zdaj bo pač delala art, ki govori o tem, kako je njej kot ženski težko, ker je mama in pač valjda je nikoli ne nadrkana in therefore kao jezna feministka in je potem ena od premis, ki mislim, da se pogosto izrodi iz tega, s katero se seveda ne strinjam in mi ni cool, ampak to, da
Ja, ne, sej valjda bo zdaj o tem govorila, ne, sej džabe zdaj njej, zdaj pa pač ima to in zdaj se je na to stvar obesla, ne, v smislu, kada bi pol nekako zdaj te jezne mtke, ne, pa pol izkoristile to stvar, to, da imajo otroke, da se potem s tem začnejo ukvarjati. Kontra gre seveda enako, ne, če se pa ne, je pa tako, zakaj se delaš, da kao nisi mama, ne, pač mislim tako. Kar jaz to razumem, ne, je tako, da v bistvu ženska ali pa mama karkoli naredi, je narobe. Ja. In tudi če to lahko aplicirava na ta feminizem, ne. Ali pa čisto splošno, a ne dojiš, ja bad, a še kar dojiš, fuck, kva ti delaš full time, shit, a kar half time delaš, ne, pač skozi so te. Medtem ko če aplicirava pogled na tipe, a ne, s tem se pa večinoma pač ne ukvarjamo. Ampak maybe sva Jerneja malo pozabile pa njegovo skrb. Ker on je ful skrben friend namreč. O čem zdaj? Lahko mogoče začneš pri svoji skrbi. Od kje si izhajam? Zanimanja za tvojo skrb, kaj te pomeni ta skrb in kaj ti mogoče iščeš pri temu, pa se ti zdi najbolj zanimiv in kako se pol to povezuje ali pa navezuje ali pa sploh ne na to, kar je Ana povedala. Ja, mislim, jaz sem prišel do skrbi tako malo na okolje v bistvu. Jaz sem se pač začel ukvarjati z estetiko vsak dana in to mi je bilo ful zanimivo kot ne samo kot izhodišče za umetniške dela, ampak tudi kot nasplošno neko polje estetike, ki obstaja oziroma kako dojemati vsak dan in kaj pomeni estetika vsak dan, kaj sploh je to oziroma kako gledati na to. Estetika kot filozofska disciplina je pač čist svoj zakompliciran svet v bistvu in estetika vsak dan je v bistvu tak majhen košček, ki se ukvarja z nečim, ki teoretično zato, ker je vsakodnevno, navadno in tako dalje, ni estetično samo po sebi, oziroma nima tega presežnega momenta. Zdaj, kje ta ideja estetika vsak dana se pa prav skriva v tej vsakdanjosti, ne, kaj to pomeni in kako na to gledati in kaj je tisti del, ki je zanimiv v tem vsakodnevnih zadevah, da je pač tam notri neki, ko me lahko pripišeš neko estetsko vrednost. No, ni nujno, da je pozitivno, ampak kakorkoli. No. Tlej sem potem iskal, kaj je ta mehanizem, kar naredi, da neki dobi to dodano vrednost. In bolj, ko sem začel raziskovati in pri vsakodnevnosti in potem posledično tudi pri umetnosti, sem ugotovil, da v bistvu zame se ta nek estetična izkušnja zgodi, kadar prepoznaš to neko skrb, ki je bila vložena v to umetniško delo. To zdaj ne, da se je nekdo ful trudil za to delo nujno, ampak da je vložil zdaj smo malo tako naslonil emocionalno delo, dajmo reči. Gre za, ampak po se to v bistvu začneš opažati, ko razmišljaš o umetnosti kot nekaj, kar se vloži noter neko skrb oziroma ker, ne, se začne odpirati pa še ena vrata, ki je pa v bistvu kuriranje, ki pa je the care work v umetnosti, torej delo skrbi v umetnosti, kjer imaš v bistvu dejansko nekoga, ki ne ustvarja neke stvari direktno, ampak nekoga, ki skrbi za to, da se dela drugih pač prezentira na nek korekten, dober in v redu način in v bistvu velikokrat tudi nudi podporo v bistvu umetniku, včasih tudi mogoče čist osebno, ker so pač neke stvari kdaj treba predelati ali pa kdaj so kakšne stvari teže za narediti ali pripraviti ali pa je treba kaj medirati, ko imaš recimo kakšno skupinsko razstavo, pa se neka dela med sabo tepejo, potem moraš ti nekako ugotoviti, kako boš ti ta dva umetnika spravil do neke skupne točke, da bosta oba vesela za predstavitvijo enega in drugega in da se pač ne bosta počutila, da je zdaj prioriteta na enem ali drugem in zdaj ta drugi je pač, se tam ful dere, moje pa pač čisto pozabljeno. Tako da v bistvu se potem ta skrb vrača potem še v bistvu čisto kot je Ana omenjala kot delo in zanimivo pač, da pri kuriranju oziroma pri tem drugem delu v sami umetnosti je dejansko večinoma žensko delo. Velik del kuratorjev je v resnici žensk, velik del dela, ki nastane zato, da razstava nastane, je spet ženskega dela, je dejansko, ko se pač malo začneš v teh krogih gibati, opaziš, da je veliko tega neglamuroznega dela, ki ostane v ozadju, pač prenesenega na žensko. V bistvu, iz tega vidika se potem to že nanaša na to, o čemer Ana govori. Jaz sicer njenega dela in vsega tega nisem zbral zaradi teh povezav, jaz sem zbral njeno delo, zato ker ko sem videl eno od prejšnjih del, sem videl, da je to pač ena zelo zanimiva tema, ki se meni zdela vredna predstavitve, oziroma teme, s katerimi se Ana ukvarja, so se mi dele vredne predstavitve. Eno je zato, ker jaz kot zdaj umetnik srednje generacije opažam in vidim to tudi pri drugih, da so vsi umetniki srednje generacije malo pozabljeni. Imaš mlade umetnike, emerging, upcoming,
potem imaš pa umetnike, ki so že uveljavljeni. Umestni del se pač nekako ne išče se, ne na kolih, ne nič, in v bistvu dejansko, če ne dobiš nekega dobrega momentuma kot umetnik, je težko nadaljevati to kariero. Zdaj, v tem primeru Ana je tehnično umetnica srednje generacije, s tem, da ona ima še ta dodaten handicap, zato ker je pač odšla v tujino, imela svojo življenjsko izkušnjo, postala mati, postavila stvari na stran in v bistvu zdaj vstopa nazaj, s tem, da ima še vse te stvari, ki spet dajo neke minuse, zato ker pač ne more več biti emerging, ne more biti več mlada, ne more biti nič to, je kot da bi spet na novo zaganjala svojo kariero. Tako da ta skrb se meni potem spet najde resnici v delu. Meni je ful všeč, da je glih ta connection med kuratorjem kot nekom, ki skrbi, a ne? In tukaj jaz tudi vidim ful dobro povezavo, ker skrb ni enkraten dogodek, ti nekaj poskrbiš in potem je narejen, ampak je dejansko razvlečen dogodek oziroma skupek dogodkov in eno neskončno ponavljanje, ker ti, če skrbiš za nekoga ali pa če te za nekoga skrbi, je to ponovadi ni nekaj, kar zgine, a ne? Tudi ti kot kurator od začetka do konca spremljaš, še posebej, ko si v nekih manjših formatih, ko kuratorji prevzamete vlogo in PR-ja, in galeristov, in vse pač. In tehnika. In tehnika, exactly. Je pol to res dober primer, kako izgleda moj life kot mama. Vi ste v bistvu v tem trenutku, ko kurirate razstavo, neke vrste starši za ta projekt, ne? Ja, vse mislim, da ta paralela se tam začne ful lepo odpirati. No. Ampak skrb v tvojem delu je eno, da se ti ukvarjaš s skrbjo kot nekim sociološkim pojavom znotraj družbe in ga pač dejansko postavljaš v spredje kot predmet obravnave. V resnici pa ta skrb, ki je fenomenološki pojav, o katerem sem jaz govoril, se pa tudi pojavi v tvojem delu, ki je pa ta del tvoje skrbi, da pripraviš delo na tak in tak način, da se mu posvetiš, da najdeš primerne načine prezentacije, da najdeš načine, da najdeš prave besede za njega, da najdeš, da izluščiš željo, kako to skrb prezentirati tako, da bo dostopna gledalcu, da se ga dotakne, da lahko razmišlja naprej. In v tem tvojem specifičnem primeru tudi skrb do tvojih sester v navednicah, torej do drugih žensk in tudi moških. Torej, ti bi rada, da to ne pade na gluha ušesa, ampak da dejansko vsaj kdo, ki pride, dejansko začne razmišljati o temu. Exactly. Zdaj mogoče, če se vrnem k tebi, Ana, mogoče še malo nek prilastek k tisti jezni feministki odprej mogoče. Zdaj torej glavnina, ki se navezuje na tvoj umetniški opus, ki na nek način seveda izhaja iz svoje osebne izkušnje. Ne? Mene zanima, mogoče zdaj, ker se dejansko pač s tem dejansko ukvarjaš in zdaj lahko te zelo direktno to tudi tukaj izprašava. Kako je delati kot umetnica in mama in se zraven med tem ne zaplest v neko idejo, da je to v bistvu tvoja celotna identiteta, tudi skozi tvoj art, ne? Ker se mi zdi, da že to je včasih problem, ko ti postaneš mama, to pač zdaj si pač mama. Folk te vidi kot, itak otroci te vidijo kot mamo, družinski člani te vidijo kot mamo, nekaj časa si pač itak toliko zaposlena s tem otrokom, da cel svet te pač sam razume kot mamo in si nekako hočeš nočeš na dober ali pa ne dober način zreducirana na to identiteto. Pa se pa ti še znotraj umetnosti na nek način tudi s tem ukvarjaš, ne? In si tako te lahko nekako v očeh drugega si double zreducirana na to, da si matka, pa se še ukvarjaš s tem, da si matka. In zdaj umetnost je politična in vedno prva osebna, ampak zdaj mene zanima, a mora biti, a je to, da imaš ti izbiro, kaj bo ta tvoja identiteta v resnici privilegij? Kako ti gledaš na to? A ti je to cool, a si to izbrala in ti je cool, a si izbrala, pa bi rada, da se vsem stvari malo drugače kdaj obrnejo? Kako se izogniti tej pokrajšavi? No? Kaj si o tem mislimo? Jaz mislim, da materinstvo v resnici ni ustvarjalo teh vprašanj, ki se jih jaz sprašujem, ampak jim je pač sem dal novo bližino. Ne? Zato, ker jaz, ko sem bila otrok, sem se veliko spraševala, bila sem tak introspektiven otrok in me je zelo zanimalo, zakaj nekdo nekaj dobi, drug pa ne, občutek pravičnosti, zakaj, ne vem, recimo, tako kot govorim v Y, v Resister, zakaj je treba to dobro meso od kure, recimo, dati moškim, me pa pojemo vse ostalo. Ne. Takrat tega itak nisem znala poimenovati kot patriarhat, ne, zdaj se mi je sam ful nepravično. Zdaj pa pač kot zrelejša oseba, ne, ki je mama, imam jezik za te stvari, kar sem pač že dolgo čutila. In materinstvo pomeni sam, da
imam pač zdaj nek drug kontekst, ne? Nekaj, kar sem opazovala kot otrok, zdaj v bistvu živim ta life sama in se pač o tem sprašujem. Sprašujem se, recimo, kako se to reproducira in zdaj glizar tega se mi zdi najbolj zanimiv, ker v bistvu sem ugotovila, da sama prenašam določene vzorce naprej. Naprimer, ne vem, vsakdanje navade, da pospravim za otroc, pa pač pol, ne, jim v bistvu bi lahko rekel odriti odnašam ali pa pripravljam neke družinske rituale in v bistvu vzgajam svoja sinova, da pač mama ali pa ženska v družini organizira, pospravlja, dela to. Ne. Ampak itak, če pa ne bi bila mama, pa bi delala v bolnici, bi verjetno tudi iskala te podobne teme oziroma bi se tle nekje spet najdel. Ja, to je bilo tudi moje vprašanje, ker se mi zdi, da je tudi za ljudi, ki te ne poznajo, pa tako pomembno. Ne? Jaz si začela s tem ukvarjati, s to tematiko, ki je vezana, torej ta skrb pa nevidno delo vezano na materinstvo, a si se s tem začela ukvarjati šele potem, ne? Ko si postala mama in a misliš, da bi nekako do te ideje ali pa te tematike prišla tudi, če ne bi bila mama in a misliš, da bi pol ljudje pa nate s prstom kazali v smislu, če ne bi bilo. Ja, pač kaj zdaj ti pametuješ o tem, sej tak nisi mama, pa ne veš, mogoče celo druge mame, ali kako, ne vem, ne znam si predstavljati, ne, ali pa mogoče obratno, kako bi ti zdaj, ko si mama, ne, pa zdaj na tej točki si grem že mal na kurac, da ti tokrat govorim, da si mama, ne, kako bi tebi bilo, če bi pa recimo, ne vem, sodelovala ali pa srečala ali pa whatever, neko umetnico, ki ima tudi zelo strong opinions, kako je biti mama, pa v resnici ni mama. Ne? Ker pa se mi zdi, da ta resnično breme in vse, kar pride okrog, ki ni breme materinstva, lahko zares občutiš, pa živiš šele pol, ko ga resnično živiš in koliko se mu lahko približaš sam s tem, ko si predstavljaš, kako bi to bilo, ali pa ko ti nekdo iz prve roke razlaga, ali pa če ti sam pač delaš art o tem. Tako, ta vidik mogoče, kako bi bilo zdaj, ali lahko samo matkam pustimo, da delajo art o tem, kako je biti matka, ne glede na to, kaj hočejo o tem povedati? Jaz mislim, da ne. To je to, kakor če neki tipi govorijo, kako delajo art, kako je bad biti ženska. Recimo, karikiram. Recimo, da bi sam itak ne delal tega. Ne, mislim, jaz, če sem čisto iskrena, bi bila moja prva reakcija, če bi šla na neko razstavo, kjer bi bila tema materinstvo, pa bi razstavljale samo umetnice, ki niso mame, bi me iritirala. Ne? Ampak sem pa toliko pri sebi, da bi lahko rekla, ok, ampak dajmo pogledati, okay, kje je zdaj ta material, kaj govori, kaj doprinese, odgrinja zaveso ali samo ilustrira neko situacijo. Ne? Ker spet pač je to nekaj drugega, če ti slikaš mamo in si slikarka in je pač to neka tema razstave oziroma neke serije tvojih dela, ne? Je to čist drugače, ker če narediš instalacijo in performance, ki ima neke zvočne elemente, kjer govoriš o temu ali pa, ne vem, da se pojavljaš na intervjuju in potem govoriš o tem, kako je mama. Ne? Tukaj je pač problem, da se recimo umetnica, ki dela s tem materinstva, potem govori o materinstvu, to je weird. Ne? To je tako, kot če bi jaz razlagala zdaj na tem podcastu, kako je to biti črna. Ne vem. No, se mi zdi, da to lahko se aplicira na full aspektov različnih, ne vem, ali raso, delo, spolno usmerjenost, spol, karkoli. Exactly. In je v bistvu dosti zajebana, ne? Ker včasih se mi zdi, da mi zdaj kle beli na zahodu, ker smo včasih tako, dej bomo mi zdaj dal prostom, pa bomo razkrili življenje ali pa neko trpljenje ali pa netrpljenje, karkoli že, nekoga, ki nima opcije govoriti sam zase. Mi bomo zdaj omogočili nekomu, da ga bomo mu dali luč, ga osvetlili, pa včasih delamo to točno na tak način, a ne? Pač ne vem, bom jaz zdaj naredila neko art serijo o migracijah na jugu, pa je tako pač, način, kako to pohendlaš, je važno. Ne? Mislim, da če je core, tvoje ideologije ali pa načina, kako ti deluješ, če je skrb glavna stvar, pol že a priori ne boš delu narobe. Zdaj čist, če vzamemo to najno situacijo, da je Jernej pač moški, kurator, ki je pač meni dal ta space, da jaz naredim ta work of art. To je lahko že dovolj, ampak če pa še skrbno dela z mano in pripravlja vse, kar se tiče okoli razstave, skrbno in skrbi, pol
Lahko. In se mi zdi, da tudi appreciatamo, oziroma jaz lahko rečem zase, da appreciatam to, da si je pač zdaj nek tip, ki si načeloma ne ukvarja z feminističnimi deli ali pa z razstavami, da bi jih zdaj non-stop kuriral, da si reče, to je pa meni zanimiva tema, jaz bi pa dal space temu, ali pa jaz bi pa to pripeljal v Slovenijo, ali pa karkoli, pač. Ja, saj to make sense. Ne? Ja. Recimo en skrajni primer, ki bi ga zdaj navrgla, sem se glih pred kratkim z kolegico o tem pogovarjala. Primer, ko grejo neki, karikiram, naj me ubiti, hvala. Denarja polni stari beli moški nekam v Afriko in fotkajo tam nek politični režim in revne otroke, lačne, ne vem kaj. Pa te fotke razvijajo na arhivski papir 3x2 metra, dajo v nereflektno steklo, fancy okvir in to razstavijo, ne vem, v Jakopičevi galeriji ali pa, I don't know, v MoMI, whatever. In prodajajo pis po ne vem koliko jurjev, pa imajo pa tam vodstvo, pa se pogovarjajo o kompoziciji, pa o povečevalnikih, pa o papirju, pa bogi otroci. Ne? Tukaj dejansko vidiš to, da je v bistvu linija, da nekdo je izkoristil nekoga za to, da neki, kar pa medva mava zdaj v bistvu v smislu relationshipa, te postavljene razstave in vsega, kar je pa v bistvu circular, tako jaz razumem. Da če samo od točke A do točke B gre to in pol nič ne gre nazaj, pač premikati se mora. A je to, a make sense? Mislim, da je ena ključna razlika in to je, zdaj sem sam še mičkam vrnil nazaj, to je pač vsa vojna fotografija praktično in vse, kar je te potopisne fotografije, ker nekdo gre iz svojega udobja kavča neki posnet, zato da bo pol to pokazal doma. Isto je z vojno fotografijo. Zdaj, okoli tega bilo je tako ogromno rečenega, ogromno napisanega. Susan Sontag je sploh naredila ta zelo pomemben tekst, v veličini drugega, ki se pač koristi redno za izhodišče. Ampak tlej je vedno to, meni ostaja to vprašanje. In tudi zato mislim, da so tle te razlike. Tukaj se vse to zagovarja z dejstvom, da dajmo mi zdaj osvetliti te probleme in kako je to slabo in to je to. Pač tudi... S tem, da se tistemu, ki ima te probleme, ne da glasu. Torej, dobesedno se gre za, če bom zelo grob, sodobni safari. Ja. Mislim, it's a time and a place. Takrat, ko niso uspeli, ko niso ljudje to potovali, recimo, je logično, da so prenašali neke slike, fotografija je bila nova. Ampak mene recimo kot umetnica ne zanima reprezentacija problema, ampak me zanima, kako lahko ustvarim pogoje, da recimo obiskovalec začasno izkus to materijo. Se o tem govorim, Tukaj se gre izključno za reprezentacijo problema. In tukaj tudi praviš, da se ti zdi, da obstaja trenutek, ko je to smotrno. In če vzamemo vojno fotografijo, recimo druga svetovna vojna, zdaj imaš ful še vedno razstave od tega, ko imaš, ne vem, Magnum Agency sem gledal pred kratkim. Ostal sem zelo slabo v bistvu po vsem tem, ker sem imel samo slabe pomisleke o vsem tem in sem se spraševal, zakaj to še vedno gledamo. Danes itak vojno fotografijo in reportaže iz vojne, itak s telefoni in tega je dosti. Recimo, da zdaj tega kao ni potrebno, dogaja se še vedno, ampak jaz bi v bistvu iskreno rekel, da tudi takrat ni bilo tega treba. To je ta distinkcija, ki se meni zdi. Meni se zdi, da je bolj pomembno, da se da ljudem glas. In tu je ta razlika. Ti moraš opolnomočiti te ljudi. Ti nisi nič naredil, če poveš, lejte, je slabo. Ja. Če te ljudje ne morejo niti povedati, zakaj jim je slabo, oziroma kaj bi radi, da je boljš, pol je čisto vse. Pol se sam naslajaš nad nečem. Samo veš, ne moš ti za vsako stvar opolnomočiti nekoga in pričakovati, da bo on skozi svoj art povedal neki na dober način. Pač, zdaj bom neko glupost rekla, ampak recimo predstavljaj si, da pač sam ne bi bilo nobenih umetnic, ki bi bile mrtke, ker pač nimajo časa biti umetnice, pa so rajš mrtke, pa morajo delati nekaj drugega, da dejansko fucking zaslužijo cash. In zdaj pač ti ne moreš opolnomočiti teh umetnic, da bi resnično govorila o svojem materinstvu, ker pač jih ni. A bo zdaj neka pol sestra od neke mrtke imela pa bo second in command, da lahko govori o tem. A razumeš? Ker ti pa še zmer, ker ipak se pa radi ukvarjamo z dobro umetnostjo, ti hočeš fucking dobre umetnike in umetnice, ki znajo dobro konvejati shit, ki ga imajo zapovedati o temi, in zdaj ti rabiš presek narediti in najti človeka, ki bo imel to izkušnjo, ki bo to izkušnjo znal dobro predstaviti publiki, pa po možnosti še, da pač ni kreten. Recimo, to bi bilo tudi fajn. Naprimer. Kaj misliš? Kako boš zdaj ti dal opolnomočil
nekoga z nekim problemom, ta človek pa pač nima sredstev, da bi karkoli naredil, ker je toliko neopolnomočen. A veš? Mislim, problem je še večji kot to, zaradi tega, ker recimo, ne, jaz mislim, da je teh umetnic ful, ampak da ne dobijo spacea, nobenih ne pogleda, ker a priori zdaj si mama in moraš prioritizirati materinstvo, svoje otroke. To je ta kontradikcija, da od mame se pričakuje, da se sacrifice za družino. Od artista se tudi pričakuje, da se sacrifice za svoj art. Ne? In tukaj je ta Venn diagram, ki se v bistvu se ne more srečati. Ne? Ta overlap je tako čuden, ne? Ker je kontradikcija. Quantum tunneling, ni overlepa, se samo mogoče kaj predstavljati. V bistvu ni Venn diagram, ne? Sta samo dve točki. Mislim, je, ampak sta dva krogca narazen. Popravek. No, ampak jaz vem, da govorimo o zelo takih karikiranih primerih, ampak čist konceptualno, teoretsko, če bi se hotel o tem pogovarjati. Ne? A veš, a moraš ti biti, ne vem, črn gej, da lahko tem govoriš in delaš tak art. Ne? A veš, a lahko na tak način. A moraš biti to, da lahko delaš to, če pa nisi to, pa better shut the fuck up, ker bo fucking cringe, pa nobody ask you. Najprej ti bom dal repliko na ta opolnomočiti. In prej smo govorili o tem, kako gre nekdo nekam fotkat in zapraviti denar za letalsko karto, zapraviti denar za editing, zapraviti denar za vse živo. Tle je ogromno budžeta, očitno, ki bi lahko šel komu drugemu. Ampak to pa lahko vedno reči, to pa lahko za vsako fucking stavo rečeš. To je zdaj... Ne, hočem pazi, MZK, mogoče kdo iz MZK to posluša, jaz bi pasla na tvoj. Hočem reči, da če smo dali nekomu denar, da gre sejt nek safari, teoretično bi lahko raj zapravili manj denarja in probali nekoga istem dobiti, da bi nam prišel sem povedati zgodbo. Isto je za materinstvo. Zdaj, kdo mi bo govoril o izkušnji materinstva ali ženski izkušnji, če tega ni izkusil? Ok, se materinstvo je mogoče slab primer, ker pač ogromno žensk dejansko so mame, ne? Ampak lej, pri Bienalu smo te ljudi pripeljali sem in dali njihov art sem, pa nam je še zmer cringe, pa nam ni cool, pa se pritožujemo, da je vse neokolonial. Ja, zato, ker smo... To je nek subverziven safari. Ja, zdaj smo prišli že do tega, da to mora biti, ker če ni, to je ta white guilt vibes. No, to sem hotela samo tako malo navršiti kot idejo, ki se je meni porodila, ko sem pač, ok, a zdaj moram biti mama, da pišem o materinstvu na nek kritičen način. Moram biti mama, da delam razstavo o materinstvu, da mi ne bo kdo slučajno očital, fakt Maša, ti v bistvu nimaš pojma, tako da ne vmešavaj se k nam. A veš, ali pa v druge skupnosti, no pač. V bistvu je ful, jaz bi sam še nekaj dodal, no, sem pač tudi v feminističnem diskurzu in kar se piše tega, je prišlo ne toliko pri nas, bolj recimo ZDA, ker imajo pač več različnih ljudi iz različnih ozadij, je prišlo do tega, da feminizem pride recimo, da pride iz privilegiranega položaja in se je začel pač ta prvi val in pač večina feministk je bilo belih. Ker naenkrat se je pojavil blind spot. Ženske, ki so prihajali iz drugih ozadij, ki so bile mogoče tu na polte in tako dalje, niso sploh mogle vojsati, oziroma niso prišle do besede ali pa niso mogle deliti svoje izkušnje in je kar naenkrat ta feminizem, ki je zagovarjal kao vse ženske, postavil zdaj ženske, ki so pač ne te ženske, na stran. In isto je s tem, ne? Vedno, če ne pustiš prostora za ta drugi del ali pa če ne najdeš način, kako dati tistmu zagovoriti, pol tist vedno zgubiš. Ja, žal, se sliši full nice, da bi lahko nekdo drug govoril namesto tebe in tvoje izkušnje, ampak pač ne gre. Pokazali se je večkrat, no, znova in znova, ne? Ok, čisto na hitro ti bom odgovorila. Jaz mislim, da kdorkoli lahko dela art na temo materinstva, ker ne rabiš ti biti mama, da razumeš ta svet, da si upleten v tem svetu, a ne? Če je ta oseba, ne vem, okoli sebe same mame, je verjetno tudi non-stop soočena s tem svetom, ne? Ker me mame med sabo se non-stop pogovarjamo o tem, kako je težko, ne morem tega, ko mi spim, ko mi živim, a ne? Se pravi, če si ti v situaciji, recimo, da bi imela ti 3 bestice, vse 3 so mame, ti nisi, ti bi bila konstantno pod tem inputom, ne? Če bi tvoja sestra bila dula, bi ti verjetno tudi, če bi vprašala, kako je na jobu, ti sploh ne veš, kaj se vse dogaja v porodni dvorani, Jaz mislim, da jaz recimo, to lahko tudi tako obrnem, ne? Jaz tudi, če nisem iz družine građevincev, lahko uporabljam zidarske odre, a ne? Lahko, valjda. Sam pač morate to zanimati, ne? In ne sme biti ta one-way street, ko ti samo izkoriščaš, da jemlješ ven. A narediš kaj dobrega zdaj, ko govoriš o temu za te ljudi? To bi mene zanimalo. Jaz se tle sam sprašujem pač, do kok? Je pa cringe.
definitivno, sam cringe je undervalued. No, vse tukaj je vprašanje nekega feelinga, občutka, tudi da se kdaj kakšne stvari sproba. Ne? Na misel mi je prišla zdaj, ko si odre omenila, no, malja, ampak no, recimo tudi to, kar si rekla, ne, veš, če imam pa jaz okrog sebe, ne vem, veliko žensk, ki so bile deležne recimo nasilja doma, ne, a veš, pa recimo ti tem ljudem pomagaš, jih poslušaš, jih podpiraš, kakorkoli že, pa recimo ni to tvoja osebna izkušnja, ne, pa je še zmer manevrski prostor za neko opolnomočenje, pa za ponuditi space za nek glas in tako ne. Ja. Pač je pa res, da to ni tema, ki bi bila full sexy, katero bi z veseljem nekdo vzel. Tudi in general se mi zdi, da feminist works of art so malo tako še en killjoy. A si imela kakšne take izkušnje s svojim delom, s svojimi razstavami? Imam en golden nugget, recimo iz Bulgarije, ko sem bila na Buni v Varni, sem izvedla svoj performance Who is taking care of the caregiver, v katerem v tem 10-minutnem performancu v bistvu teče audio recording 300 nalog mam, paralelno pa asistentke od mene oziroma iz moje obleke odrolajo, ko bi rekla, trakove, na katerih so vprašanja, se jih jaz sprašujem. Poleg tega, da izvajam vseh teh 300 nalog. In ta performance ima full hud tempo. To je res pač lista. You need to do this, that, Keep the house tidy. Make sure you keep up with the appointments. Be good at work. Call your mother. Call your dad. Ne vem, in pač šopa. In kljub temu, da je to pač 10-minuten strnjen performance, imam ful zanimivo izkušnjo, ker večinoma je tako, da ženske pridejo do mene in so tako, končno je nekdo to povedal. A veš, tako se jaz počutim cel cajt, da skozi, ko mi nekaj pač narekuje, kaj moram delati, jaz se sprašujem, a me vsi ocenjujejo, ko pridejo k meni na obisk, pa ni pospravljen, a moram res vedno imeti vse opran, pa vse zloženo, lahko nek kupček ali tako. Tipi, pa ki so prišli do mene, prav specifično v Bulgariji se mi je to zgodilo na parih točkah po performancu, da so prišli tipi do mene in bili tako, hey, sorry, I just have feedback for you. This performance was really hard to take in because it was so fast and I couldn't read and listen to it. So I recommend you stretch it, blah, blah, blah. Ali pa, pač ja, take so uletavale nazaj. In pač pol, ko smo se pogovarjali, valjda sprejmem, feedback, sam nobena mama mi ni rekla tega, da je to too much, da je to prehiter, ker pač to je naš lived reality. Za njih je bilo pa sam težko vse to sprejeti, to informacijo, ta pressure cooker, tega sistema, ker so ga pač mogoče prvič so bili v tem pressure cookerju teh 10 minut. Da imaš ti nek notranji monolog, medtem ko moraš še zmer delati. Ti moraš še zmer producirati, keep upati z sistemom, ampak ja. Feministična umetnost, če ni malo uncomfortable, pol ne naredi nič, čisto iskreno. Ker če bi vsi sprejeli, pol očitno vsi že razumejo. In če hočeš povedati nekaj, kar ni v redu, pol mora biti tako, da nekomu ne bo okej. Zdaj, ko si glih omenila ta performance, kako pa to, da si se sploh s performancem začela ukvarjati? A je v bistvu to performance na nek način sovpada s to idejo performiranja nekih družbenih vlog, naprimer matere, ki je 24/7 in je intense? V bistvu je tako, da tako se mi zdi, kot večina umetnikov danes se jaz tu tretiram kot konceptualno umetnico, in jaz iščem vedno, jaz začnem z neko idejo oziroma z nekim razmišljanjem, z nekim raziskovanjem in potem probam najti najboljši medij za to, da to idejo podam. In v primeru Who's taking care of the caregiver se je pač umetniško delo začelo z seznamom. Sem pač enostavno s svojimi frendicami, medtem ko sem pač delala stvari, začela delati zapisnik vseh teh nalog, ki se pričakujejo od mene. Pol je to nekaj časa v bistvu stal v moji glavi kot neka ogromna lista. In bolj, ko sem se pogovarjala s folkom, bolj sem ugotovila, pa tudi sama, da v bistvu tudi če bi se jaz srečala s to listo nekje v neki galeriji, bi verjetno prebrala mal, ampak pa bi bila tako, vem, zakaj se gre next. Jaz sem pa hotela pač, da folk izkus ta pressure, ker ti pač
performance je pa tako, da ti pač moraš biti tam in na nek način je to tudi za obiskovalca, ti pač moraš zdaj zdržati to in počakati, da je konca. Ne? In se pravi, jaz v bistvu izsilam to situacijo, da oni poslušajo vseh teh 300 nalog, ki jih sicer ne bi, če bi to bilo na steni. Zato performance. Ne zaradi tega, ker bi jaz hotela biti performativna umetnica, ampak ker bi to najboljši medij, da pokažem to. It's a trap. It's a trap. Okay, zdaj omenila si tudi, če govorimo glih o tem performancu, ki imaš to obleko in pol se ti rdeče trakove zvija dol z tebe. Na nek način dosti delaš s temi različnimi materiali, s tekstilom, prej si gradbene odre tudi omenjala. Kako je zdaj s tem materialom? Ker se mi zdi, da vse ima neko vlogo v tvojem umetniškem opusu, no, tako specifično. In me zanima, s katerimi materiali v bistvu najraje delaš. A je to čisto intuitivno, ali imaš kakšen sistem, kaj pomeni material v tvojem delu? No? Pač jaz material razumem ful na široko. Zame je zvok material, von material, tekstil je material, beseda je material, prostor je material. Vsak od njih pa pač vpliva na telo in na tega, ki gleda drugače. In vsak omogoča neko drugo obliko zaznave. Tako da veliko razmišljam o tem, kako bo tudi nekdo dojel to, ko bo v prostoru. Nimam pa prav, da bi rekla nekih favorite materialov. Pač material zame ni izhodišče, ampak je vedno vprašanje, pol pa pride material. Sem pa razvila pač nek način dela čez čas, ki je vedno tako, prepoznam neko družbeno strukturo in pol poskušam razumeti mehanizem in pol naprej v bistvu poiščem material ali medij, ki bo ta mehanizem najbolj prevedel v izkušnjo. Ker si pač želim, da obiskovalec razume ta mehanizem in da ga izkusi. In če mi poveš več o tem delu M/Other? Ja, ta je bil pač prvi artwork, ki sem začela delati prav z rdečo kot barvo in se mi je zdelo, da prvi skok iz recimo risarskega polja v prostor, in rdeči konci, iskreno sploh ne vem, kako sem prišla do tega, ampak zdaj, če dobro pomislim. To je bilo leta 2024, je nekako bil ta pis prvič oficially predstavljen. V bistvu gre za nek tak ogromen rdeč stožec, ki je sestavljen iz val, na katerega so te stožci gor pritrjeni in v bistvu kot nek ježek, torej stožci okrog in okrog in okrog. Hotela sem takrat narediti neke vrste totem. In del bi se mi zelo na prvo žogo, če bi jaz pač dejansko upodobila recimo neko mamo ali pa da bi spremenila podobo Marije z Jezusom, pa da bi dala še laptop, pa kuperila, pa bla, bla, bla. Tako da v bistvu ne vem, nekaj me je trigeriralo po moje, ko smo se pogovarjali s frendicami, da je v bistvu ta naša izkušnja kakor nek obstacle course, neskončen obstacle course, ker ti skozi skačeš, plezaš, skozi moraš biti fleksibilen in tudi, ko si zmatran, še zmer pač furaš ta obstacle course. Tako da sem pol začela enostavno eksperimentirati z raznimi te športnimi elementi, en od njih so bili pač konci. In pol, ko je to stalo v prostoru, kar naenkrat pač sem tako, to je to. To je the object, ker jaz kot mama se tudi počutim dostkrat kot en objekt, ki pač sam izvaja neko delo. In ne vem, kdo je to rekel, ali si to ti rekel, da je tako, kot ta roller za mišice masirati, veš, če na polno deadliftaš, fitnessiraš, te pol mišica boli in pa imaš un roller, ki se pomasiraš gora. Sem bila tako, exactly. To je to. To bi bil kar hardcore roller. Ja, to bi bil kar hardcore roller, ampak in a way, jaz sem videla pač ta connection noter in mi je bil ful zanimiv feedback. A ti si videl to v živo, Jarno? Ja, sem videl to v živo. To je bilo takrat, ko je bil ta performance. Pa to je bilo tudi tam zraven, pa še risbe si imela nekaj, če se prav spomnim. Aha, to je bilo vse skupaj. Ja. Jaz lahko zdaj naredim en mini deviation, pa boste pol povedali, če vam služi ali ne. Materialnost in Anino delo, zdaj Ana je tako zelo povedala iz svoje lastne izkušnje, jaz lahko malo povem kot nekdo, ki opazuje, kaj je ona počela že prej, kaj je počela pol in kako so se stvari malo spremenile. Ana dela umetnost zdaj že v resnici zelo dolgo. Ne, res. Tudi kljub vsem temu, da je imela mes pauzo, dela shit full dolg že. Ti, če se prav spomniš, tvoja, je bila diplomska ali magisterska, je bila risba v prostoru, ne? Ja, diplomska. Takrat mislim, da je bil to tvoj prvi izhodišče, da greš malo ven in da si sploh začela raziskovati stvari in to je pomislim, da v bistvu bil ta tvoj
mini push, zato da si sploh prišla, kamor si prišla danes. Yep. Ampak vmes se je zgodilo in v tvojem lifeu, in, in v tvojem profesionalnem Shit življenju ful happened. stvari, ne? Da si prišla do tega, kjer si zdaj. Ja, itak. Vmes si še nekaj cajta skušala delati, malo bolj, da bi še kaj zraven zaslužila, to se spomnim tiste risbe, ko imaš doma kafetero tvojo, ki je full cute, še vedno, pa srajco. In ti se je bilo pač zelo všečno, tam si v bistvu izhajala iz tvoje v bistvu prakse kot nekdo, ki zna risati in ustvarjati likovno in je bilo tako dosti neobremenjeno. Ne? Ti, po mojem, ti nisi razmišljala, da je tisto kot umetnost. Ne. Ja. Ampak takrat si tudi že malo opustila tudi ta od diplome dalje vse te stvari. Kaj se je pa pol zgodilo? V bistvu so se pa zgodili tisti, ki so se prepletali, ki si v bistvu imela risbo in tu si mislim, da ti prvič vstopila v resnici z tem, da je bil material več kot samo likovno polje. Ja. Ni bilo več precious v bistvu. Ne. In v bistvu tukaj si ti potem začela raziskovati. In jaz mislim, da to je bil tebi ful pomemben povod, da si prišla do Mother in do performansa in do vsega tega. In v bistvu pol vmes od tega Mother in performansa do razstave, ki jo imamo tukaj in razstave, ki bo pol in se je zgodila še, meni se zdi še ena ful pomembna razstava zate in to je ta Information, ker se pa ti v bistvu si prvič zares dovolila ne samo zamenjati barvo in iti v tridimenzionalno kot z Mother, ampak dejansko vzeti vse, kar lahko od prostora, vse ideje in jih dejansko postaviti v različne materialnosti, različne vsebinske in pomenske sklope. Ker tam si imela tiste zvezane papirje, imela si krožnike, imela si modro barvo na tleh, rdeča je tudi spet je še vedno bila. In tam mislim, da si ti v bistvu zdaj dejansko prišla v to tvojo fazo, da zdaj pa, ok, we do exhibitions kot celota. This way, ja. In ni več samo delo, ampak je dejansko tudi več. In tukaj mislim, da ta tvoj komentar, da je zate zdaj material ratal orodje, ne več. Torej v bistvu si pač iz tega ideja risbe in to je mogoče, če smo tako malo nostalgični, risba v prostoru moment, kako nice. pač prenesti to ven. Lepš ne bi mogla povedati. I'm flattered. Ja. Si pa pozabil en element, ki je ful pomemben in sicer von. A ne? Von je zame tudi en zelo pomemben nosilec informacij. Sicer ga v Resistor ne bo, je bil pa v Information ampak, a veš, in bo v naslednji razstavi. To so pa stvari, ki jaz ene stvari sem videl živo, ene stvari sem spremljal tako, ene stvari Exactly. pa pač nisem videl živo. Zakaj nimamo smell vision? Ja. Ker pač, Ampak se mi zdi, da je v bistvu full lep ta tvoj razvoj od začetka do sem. Full nice. Thanks. No, meni kot zdaj nekemu tretjemu zunanjemu opazovalcu se mi zdi, da eden od teh zelo očitnih vizualnih prelomov je to, kar si prej omenila, torej barva. Ne? Zdaj, če greš čez tvoj dosedanji objavljen opus, no, je nekako tako, ja, na začetku veliko teh belo-črnih, sivkastih, bolj delikatnih, nežnejših, monokromnih zadevic, ne? Po pa uletiš s to živo rdečo v prostor, špice, trakovi, performance in tako naprej. Ne. Se mi zdi, da je tukaj nek ta prelom, ki je očitno tudi za nekoga, ki sam na hitro preskrola tvoj Instagram. Mogoče kaj zdaj s to rdečo barvo? Ne? Zdaj, do neke mere je sicer tudi zelo povedna, ne? Pač, tudi do vsebine vezana, pač, ne vem, recimo, ok, ni glih roza, ne? Ala kao žensko, ampak je pa neka ta meso, kri, Ja, ne, strast, meni- ljubezen, whatever, ja. pa ven seka. A je to bila tudi neka taka zavestna odločitev, obviously bo rdeča, ali si bila tako, Ja, je bila, mogoče ja. mi je pa všeč tudi mornarsko modra, fakt. V bistvu imam dobro razlago za to, ker že v teh cut and woven drawings sem v bistvu sem se ukvarjala s temo ambivalenca. Kako zdaj mi recimo imamo pač ta podcast, sedimo, pogovarjamo se, ta izkušnja bo za mene taka, za tebe bo taka, za tebe bo taka. Vsi smo v tem prostoru, vsi to zdaj doživljamo skupaj, ampak vsak bo imel nek svoj story. In te prepletene risbe pač so glih v tem, da dve isti sliki sta v bistvu različni in sta prepleteni in to je zares ta final image. In polsko razmišljanje ob ambivalenci sem se pol spet spotaknila ob rdečo, ki je pač color of sacrifice, but also color of love. Se pravi spet dva feelinga, ki se pač mene dotikata, oziroma ki jih jaz živim non-stop, mi ni bilo jasen, da pač zdaj moram iti ven in moram iti s to barvo naprej, ker še bolj direktno komunicira. Se mi zdi, da je to beneficialno.
A imaš tako specifično rdečo, si tako color freak, tako kajerna in tako porov veš, kjer Pantone, ali si tako, važno je, da je živa? Ne, jaz ne vem, kje je. Ampak vem pa, kje je. A veš, kaj mislim? Lipstick red. Ja, ampak kje je lipstick? Lips- Mac. ne, t. Lipstick red je, mislim, da prav specifična Čakaj, rdeča, da pogledam. če jaz kaj vem. Ker zdaj v tej razstavi v galeriji Y je tudi rdeča glavna in edina zelo izrazita barva. Ne? Torej v bistvu celotna galerija je oblečena v rdečo, v zavese, tepih je rdeč, v bistvu je ful tako mal Twin Peaksy vse skupaj. Luči so rdeče. Tudi luči so rdeče, full on red, ne, IC red, vse je red. Pač. Scarlet red, evo, to je ta. Si najla prav svojo. Našla sem jo. Kaj pa Pantone številka? Si bo lahko doma naredil steno. Čakaj. Ja, pa ne vem, če je ta. Dejansko je lipstick red Pantone temnejša, kot sem mislil. A ne? Vse to? Jaz sem tudi. Ne, pa se je kar, no. Se je kar. Mislim, 186 CP Scarlet Pantone. Now you know. Now I know. Kako to, da si se odločila za v Y, oziroma sta se odločila, da boste tako investirala v te metre zaves, ki so zdaj obdajajo stene? Ne? Ker to je dokaj taka intenzivna transformacija notranjosti galerije. Ne? Torej prideš noter in vse je fucking rdeče, pa še mehko pod nožicami. Pač ja, po tistem delu, ki sem ga videl tam v Berlinu, sem ugotovil, da ja, hočem imeti eno razstavo za eno. It's gonna happen, kje bo, kaj bo, nisem vedel nič. Ker kuriram tudi v Y, se je pač pojavila možnost, da bi jo lahko povabil v Y, da bi naredila dejansko samostojno razstavo, da ti dam pač cel prostor. In mislim, da od tam naprej ti jaz nisem, razen tega, da bo sodelovala, nič rekel. Ja, mislim, da sem ti dal, da Ti sem si ti mi pač dal čisto prst, zaupal, jaz da sem mi pač vzela poveš, roko. kaj bi. Potem je pa pač prišla ta razstava. Ja, basically ti si mi ponudil prst, jaz sem ti vzela roko. Jaz sem bila sam tako, let's go. Jaz sem bil sam happy. Let's do this. In jaz sem bil sam happy. Ti si bil, ok. Ne, vse sva imela potem, ko si ti se Ja. odločila, kaj bi, konceptualno in vizualno in kako bi, sem imela pol v bistvu še ful pogovorov in po mojem tudi zadnji mesec ali dva sem imela še malo tega freak out, mogoče bi lahko bilo vse drugače, pa pač pol ni Kar je bilo. naravni del mojega procesa. Ja, pač freak out. vse prav. Vse sem ti že takrat rekel, ko sva se pogovarjala, sem ti povedal, kaj si mislim in sem ti rekel, take her time, ti bom povedal, kdaj pač se boš mogla odločiti. Ja. Povejte mi več o tem tepihu. A to je neke vrste tak tapison varianta ali kako? A to sta dala izrezati? Ne, jaz sem pač izbrala tepih, izbrala ta pravo barvo, naročila in položila. V Information si imela že tepih prej, ne? Ja. No, to mogoče, da je imela, si že malo vedela Zato prej, je da se bilo da to. To zdaj tako enostavno zapovedati. Vidiš, naj kurator razloži, ker umetnici obviously. Jaz sem kupila, pa pač pa sem imela. Pa ne. sem pa položila in je bilo tam. Ja. Ne, v Information si imela, tako da po mojem si tam opravlja že ves ta del, da ugotoviš, kje dobiti, kako se s tem dela, kako se da postaviti. Pol si bila pa tako zelo samozavestna, ja, in tako da lahko naredimo cela tla rdeča v Y. Ja, mislim, meni zdaj in hindsight mi je tako logično, kako neko umetniško delo ali pa neka razstava, ki sem jo naredila, vodi v naslednjo, v naslednjo, v naslednjo. Pač vsaka se malo izboljša, a ne? Ali pa je bolj kompleksna, ali pa je večja, a ne, in valjda. Mislim, ti se zdaj padla v neko, jaz bi rekel, kar narativo tvojih razstav, ker tudi ta Information se je zgodil potem, ko sva se midva že odločila in ti si že malo vedela, kaj bo ta, se mi zdi. Information pa je pol v bistvu po nekem zelo poetičnem slučaju bil dejansko prekursor tega, kar je meni ful zanimivo, ker nisem pričakoval tega. Ne. Pač, Sej, to ja, je edina stvar, ki mi je malo žal, da pač nimamo neomenega budžeta, ki bi naredil definitivno z veseljem še en pop-up nekje v Ljubljani, da Ja, bi folk zdaj videl to to pop-up, zadevo prej, da mi prišel sem, ker se mi zdi, da ti bi ful dodalo. No, pač. Ja, tematski bridge, ja, ne? Ker v Information pač Information se gre v temu, kako so punce oziroma ženske, kako smo bile vzgajane v to ženskost. a ne. Da to ni nekaj, kar je prirojeno, a ne, se obstaja sigurno pač vse ženske, ki pišejo o tem ali pa pišejo feministične tekste, bojo zdaj rekle, to se reče, temu se reče tako. a ne. Ampak basically to raziskovanje v Information pač mene je pripeljalo do Resistera, ne. Ker v Information tudi zvočno se pojavljajo večinoma samo neke korekcije v smislu dej mir, nehi, to nared, taka bod, a ne?
zdaj v Resistor bojo pa bolj konkretni, več bo stavkov. Odkot ta naslov? Resistor. Kukor resist pa mal sister. Ja, meni so všeč te dvopomenske. No. Information mi je tudi pač tako ime. Si v formaciji in informacija. Ja, resist, sister, reprogram your sister, I guess. Del razstave je tudi performance, ki ga boš izvedla na otvoritvi, kjer v bistvu nekako nagovarjaš vse te sestre. Ta performance se imenuje Dear Sister in je v bistvu pismo mojim sestram, ideološkim, krvnim, queer, Balkan, whatever, v bistvu vsem ženskam, ki jih jaz tretiram kot moje sestre. In jim pač govorim skozi mojo izkušnjo, kaj sem jaz doživela in da basically tega ne bom več delala in naj tudi one ne ponavljajo napak svojih mam in na nek način se zazrejo vase in poskušajo pač razbiti neke mehanizme opresije oziroma neke te how the patriarchy colonizes the mind of a female, recimo tako. Omenila si All My Balkan Sisters. Ne? Zdaj ti živiš v Berlinu že od 2012. Ne? Pol kasneje bi se jaz dotaknila tega aspekta, kako domači, torej, ne vem, pač recimo, torej, slovenski umetniki postanejo pozabljeni, če se za več kot 2 leti odselijo v tujino. Ampak najprej mogoče zgolj ta izkušnja Berlina. Ne? Kako je, pač zdaj že kar nekaj časa tam živiš, ne? V bistvu si se asimilirala, ne? Kako je živeti v Berlinu, kako je delati art v Berlinu, kako je biti matka in delati art v Berlinu, kako je delati matkin art v Berlinu. Ne? Tudi znotraj svoje prakse se nekako naslanjaš na tradicijo Balkana, nekje bolj, nekje manj. Kako se zdaj to upleta v to, da ti pa pač živiš na severu Nemčije? Ne? Zdaj, a igraš tam ta I am a Balkan girl karto, a je to sploh a thing? Matkin art je zdaj ta official, se reče, strokovni izraz. Ok, kar mi je Berlin dal, je predvsem pač neka distanca. Ne? Jaz sem dejansko zdaj, lahko rečem, da sem se mogla preseliti 1000 kilometrov stran, zato da sem sprevidela neke stvari. Ne? Rabila sem pač to distanco od lastne familije, od nekih vzorcev, zato da sem v bistvu realizirala, da sem jih prenesla sabo in da jih zdaj probam dismentlati. Ne mislim pa, da delam umetnost o Balkanu, mislim pa, da je Balkan moj arhiv, ker je vseeno moja tradicija, ker jaz sem odraščala, ne vem, na Dolenjskem, stari starši so živeli v Beli krajini, pač v točno nekih določenih vaseh in mestih, kjer so bili community, kjer se je reproduciral neke družinske rituale, pričakovanja in so pač ti mehanizmi se zelo urinali meni pod kožo. Ne. Ta Balkan identity pa pač jaz ne dojemam kot eksotične oznake, mi je pa zanimiv, da je v Sloveniji zelo velikrat prav izraz Balkan ali pa da se nekdo, ki je Slovenc, identificira kot Balkanc, kamen spotike in to celo velik kamen spotike. Celo, ko sem se z enim zelo znanim kuratorjem pogovarjal, je bil tako, zakaj se tretiraš, da si Balkanka, ti si Slovenka, ne? Pač zato, ker imamo skupno tradicijo, ker potem, ko ti si v Berlinu in se pogovarjaš z ljudmi, ki so iz, ne vem, Meksika, iz imamo vsi neke te podobne sisteme, pač kom jaz s svojimi frendicami, ki so tudi mame, ki so tudi umetnice v Berlinu, mi smo vsi en za drugega jugoti, ne? Pač tudi v Nemčiji se ne reče, jaz sem Balkanca, pa se reče, ich bin ein Jugo. Du bist auch ein Jugo. In pač za nas dejansko neka idila, neka romantika še zmeraj ostaja prisotna in pač se takoj vidimo, kot da smo del neke skupne kulture, nekega izročila. Ne? Tako da, ne vem, če sem ti odgovorila čisto vprašanje, ampak to je to, kar vam zapovedati o Balkanu. Kaj pa v Berlinu? Kako je? Berlin je itak the best. Pač to je definitivno moje mesto, zdaj, ko sem že 13, zdaj bo 14 leto začelo teči. Pač jaz se počutim tam doma, ker tudi najdlje živim v Berlinu kot v mestu. Nikoli nisem živela tako dolgo na enem placu, kot sem v Berlinu. Je pa res, da če reflektiram nazaj na izkušnjo, da sem jaz mama, je čist drugače biti starš v tujini, ko nimaš ti tega support sistema, tako da je v bistvu ta cel challenge parentinga, da v bistvu je treba vsakič skočiti, da vse delaš sam, odvisno pač seveda, v kakšnem razmerju si, to je crazy shit. Ampak art scene pa pač, ne vem, hudo je, no?
vsi morate priti. Pazi, zdaj polko leti v Kanji, v Berlin. Drin, telefonček zvoni. Ne, mislim, Berlin, čeprav se recimo se je zmanjšal financiranje za umetnost, za kulturne projekte, še zmer obstaja ful velik denarja, ki se ga namenja umetnosti, ful velike subvencioniranih ateljejev, ki ti, če si recimo single, neporočen, nimaš otrok, se pravi tudi nimaš recimo socialnega dodatka, kar se pri računici šteje, ti lahko zelo easy dobiš nek atelje, kot če bi rekel, če bi bilo to v Ljubljana, nekje na koncu BS3 ali pa nekje na Dolgem mostu so ateljejske hiše, kjer pač ti lahko z lahkoto dobiš 40 kvadratov, 50, 60, seveda je competition, ampak se prijavljaš in to itak artisti poznamo, na Open Calli se prijavljaš skozi, kaj dobiš spet vprašanje, ampak obstajajo te placi, obstaja full project spaceov, obstaja full različnih levelov, na katerih ti lahko operiraš. Ne? Zdi se mi in a way tudi, da je lažji, ker tudi obstaja več jobov za artiste, ki jih ti lahko delaš kot tvoj side gig. Torej bi rekla, da v Berlinu si se ti pozicionirala in imaš tudi nek socialen krog ljudi in je pač to je tvoj dom, ti tebe tam kul in valjda. Imaš tudi plan recimo tam ostati. Ja, mislim, načeloma je to tudi bil naš plan, da bi se z otroci vrnili nazaj v Slovenijo, ampak smo ugotovili, da je zelo težko je priti nazaj, sploh, ko si bil že toliko let stran. Jaz tudi opažam tako, recimo pač, mislim, medva z Jernejem se poznava več kot 15 let, zihar, in pač, jaz imam ta connection, medva sta v stiku, gledava, kaj delava, kaj on dela kot kurator, kaj jaz kot umetnica pač se spremljava, ampak dejansko ni tega opportunityja, da bi mi zdaj networkali, za mene je vsak obisk Slovenije pač work. Če jaz pridem na Ljubljana Art Week, pač moram iti na vse, ker nimam možnosti mrežiti oziroma bom tudi tako rekla za jobe, koliko jobov obstaja konec koncev ne samo v kulturi, ampak tudi pač v nekih drugih sferah, kjer pač ti dobiš ta job preko vez in poznanstv. Pri nas so te veze in poznanstva so toliko že dolg nazaj, da jih v bistvu ne moramo niti koristiti in je ful težko prideti nazaj, pa se privaditi tudi na nek sistem, ki smo se ga že odvadili. Slovenija oziroma Ljubljana je to zahtevna, kar se tiče te prezence, da že ne živeti v Ljubljani te penalizira. Ne samo ne živeti v Sloveniji, ne živeti v Ljubljani te penalizira, kar se tiče kulture. Absolutno je zelo pomembna prisotnost. Tudi, zdaj mogoče bolj proti koncu tudi o tem rekli, to si že prej ti, Jernej, omenil, čisto na začetku. Čisto vprašanje statusa umetnika oziroma še bolj umetnice, ne? Zdaj, ali je to za časa materinstva, nosečnosti, ali pa pač v primeru, ko se ti pač zaradi kakršnih koli razlogov za dlje časa odseliš, bodi si iz Ljubljane, kot ti praviš, Jernej, ali pa pač iz Slovenije v celoti, ali pa imaš živčen zlom, pa si hospitaliziran. Ne? No, in pol prideš ti nazaj, čez 2, 3, 4, 5 let, kakorkoli že, in pa so vsi pozabili, da ti sploh obstajaš, malo si se vmes postaral, padeš izven tega mladi emerging artist, nisi še ful uveljavljen in mrtev. Ja, in zdaj kakšen je ta expiration date? Ne? V bistvu ljudje te malo pozabijo, kaj sploh to pomeni, ne? V bistvu kakšno težo ima ta konstantna relevantnost in udejstvovanje, ki je zdaj to, kar si ti rekel, fizična prisotnost, Jernej. No, v današnjem svetu tudi neka ta online, ne, družbena omrežja in tako recimo v tem primeru, da ne vem, se ti odstraniš iz Instagrama ali pa ti ga shekajo ali pa pač ga sam nikoli nisi imel, na nek način skoraj da ne obstajaš, ne? Ker za neke umetnike pa kulturne delavce je Instagram tako kot LinkedIn v resnici, ne? Še posebej za vizualne umetnike. Kakšna je tvoja izkušnja? Mislim, ker recimo zdaj z Jernejem, ko sva bila malo skupaj okoli, pa smo se pogovarjali o tej prihajajoči tvoji razstavi v Y, ne? Pa so tudi ljudje, ki so načeloma nakonektani in poznajo sceno, bili tako, kdo je ta Ana Kotar? Ana Kotar, Škarja, Kuat, Who that? Ja, ona je umetnica, ki dela v Berlinu in jaz sem tako, nimam pojma. Ker je očitno ti pa še posebej, če je od leta 12, ne? You don't exist. Ne? Ja, itak. V resnici se mi zdi, da dostakrat gledamo na to, da obstaja samo en način, kako si ti lahko successful artist, in to je, da slediš temu, da greš na ta prav faks, pol dostakrat pač magisterij in potem v prvih 2 letih moraš ti priti v te prave institucije in potem si, emerging, si poletel. In če temu ni tako, je čudno. Dejstvo pa je,
jaz mislim, kar se tiče artistov, ki so v mojem poolu, ki so tudi deloma full successful, nikoli ni ta linear, nikoli ni čista črta, da bi rekel, te, ki so successful, so vedno sledili temu, ampak pač ful bi si želela, da bi recimo določene osebe v Sloveniji bile bolj odprte oziroma da bi bil folk enostavno bolj open za različne trajektorije, ki jih ima lahko umetniška kariera. Ne? Ker pač jaz nisem edina, ki je postala mama, mogoče je kdo pač imel raka, pa ni razstavljal 2 leti, ali pa ne vem, je mogel skrbeti za svojo mamo, ki je umirala in pač shit happens a ne? Ali pa zboliš za 2 leti Ali pa zboliš za 2 leti, a ne? In si pač bogi. Ampak za določene ljudi pač pol kar zgineš in čim oni tebe ne poznajo, je to za njih znak, da pač ti ergo nisi dober. Ne? Pač dejstvo pa je, da če čist gledamo z vidika, sorry, to me je triggeriralo prej, Instagram, če ti odpreš svoj feed, a ne, in če greš gledati malo suggestions, ti boš non-stop videl artiste ali pa kuratorje ali pa exhibition space, ki jih ne poznaš. A ne? In tukaj smo čisto pripravljeni sprejeti nekaj novega, če pa zdaj Jernej reče na neki kavi eni drugi kurator, ki pridi pogledati, pa on reče, who the fuck is that? Ja, lej, glih kar ti povem, come and see, a ne? Sej, jaz se sprašujem, a je to nek ta dvorezni meč Slovenije, ki je toliko majhna, ne? Ker zdaj mi se vsi poznamo, therefore, če te ne poznam, pomeni, da si ti ali od kar nekje, da te ne poznam, ne glede na to, koliko si tam successful in famous ali pa ne, ali pa si pač kar en loser, ki sploh ne paše k nam. Ne? Malo je self-imposed, da veš, da v bistvu misliš, da tisto, kar ti veš, da to je najboljši shit. Ne? In ja, definitivno je to v Sloveniji tudi, da slovenska scena je tako, mislim, in to govorim kot oseba, ki gleda iz zunaj noter, da je to tako majhna scena, da v bistvu obstaja samo ena art scena. Medtem ko v Berlinu moje opažanje je, da je teh scen več, ker pač ali se ti gibaš na nivoju Martin Gropiusbau, ali se gibaš na nivoju nekih fundacij, Kunstraumov oziroma nekih teh exhibition space, lahko si pa tudi, ne vem, delaš pač ilustracije in jih prodajaš ala v dobri vagi. Pač obstaja ful različnih in obstaja tudi publika, ki pride samo na performance, obstaja publika, ki samo gleda instalacijo, je folk, ki gre samo na audiovizualne dogodke. Pač tega je toliko je ljudi, pač, da se lahko ustvari več paralelnih scen. Pa da ta hierarhija ni toliko segregirana, ali kako bi rekla. Ker se mi zdi, da zdaj, ko si glih omenila, delaš neke ilustracije, vibe, ne? Se jaz tudi spomnim, recimo, ne me ubiti, ne? Pač recimo se spomnim na Art Expo, ki se enkrat letno plus whatever zgodi v Sloveniji. Ti prideš in jaz enega človeka, 2 človeka iz cele kulturne scene, da tam slučajno srečam in tam je nek folk, ki pač nekim na hard fura ta art in jaz sem tako, kaj da fuck se dogaja, ampak v očeh nas, ne, tukaj ta pravih kao, ne, so pač, se mi zdi, da upravičeno ali neupravičeno na vsak način pa gledamo zviška na njih, ne, in je ta hierarhija nekako kar tako, sicer imaginarno, pa vendar določena, če ne drugega verjeten čistko iz tega neke akademske sfere in sfere uveljavljenih institucij državnih, občinskih in tako naprej, ne. Ampak si predstavljam, da v nekem takem večjem mestu, kot je Berlin, pa okolica Berlina, pa fucking cela država, se ta stvar organsko malo drugače obnaša. Tako si jaz zamišljam. Mislim, da ja. Ne? Seveda valjda obstaja ta krem de la krem scena, a ne? In pač te ljudje, ki so v tej sceni, se poznajo in mogoče celo imajo ta feeling, mi smo krem de la krem, kaj pa ona dela, zakaj, boring ali whatever, a ne? Gleda dol na določene artiste. Meni je bolj zanimivo, kaj se dogaja med artisti samimi, da pač reproducirajo ta shit. Se pravi, v Berlinu jaz mislim, da recimo, ne, za razliko od Ljubljane, ni pomemben, na katerem faksu si ti bil, kdo je bil tvoj mentor, ampak je samo pomemben, koliko si ti konsistenten, koliko veš o tem temi, koliko si predan, če imaš stamino ali ne. Ja, to je edin vidik, ki določa, a je ta good, a dela, a full dela, koliko dela, a skače skozi levo, desno iz teme ali neka konsistenca. Ne? Pač ni to, v Sloveniji se mi zdi še zmer, čeprav se spreminja, full pomemben, na katerem faksu si bil. In čim nisi bil na ta pravem faksu, je tako,
verjetno ni dobro. Ne, Slovenija pač ta centralizacija in obstaja praktično ena publika. Pač mi nismo navajeni tukaj, da v Sloveniji, da bi dejansko imel več različnih, kot si rekla sama, več različnih nekih centrov. Ne. Mislim, Berlin zdaj že sam po sebi je pač itak toliko velik, da ima ful becirkov in vsak becirk ima svoje življenje. Ni zdaj, da je center Berlina, ki sploh ne vem, če obstaja center, da bi bilo to. Ker ti imaš, ne vem, v tem becirku se to dogaja, tam imaš neko tako skupnost, pa imaš v drugem becirku imaš drugo skupnost, pa imaš tudi več različnih publik. No. Ja, tudi za pač rajon, v katerem se znajdeš ali pa v katerega greš, je dovolj velik, da lahko tam normalno shajaš. Ja. V Sloveniji, pa kljub vsemu, pa tudi s tem, da imaš različna mesta, mogoče Maribor ima malo tega, da je nekako svoja skupnost, ampak večina Slovenije deluje, kot da bi res bil sam enotno polje. In se tudi vsi usmirjamo proti temu, ne, nekako. Ja, kljub temu, da imamo neke te stilske bable, a ne, so še zmer full close in full so connected. A pa bi ti, če bi ostala v Sloveniji, lahko delala tak art, ki ga delaš zdaj in ne 15 jobov drugih? Ne vem, moram položiti tarot karte, po moje, da ti odgovorim na to vprašanje. Nimam pojma. Ampak ti dejansko lahko živiš od umetnosti ali delaš še ful drugih stvari? 2 otroka preživljati verjetno ni najlažja stvar. Jaz imam še side gig, ki delam za fundacijo Brandenburških vrat. Bila sem pa prej 10 let profesionalna okuševalka čajev, tako da je to bil moj What? main gig, zelo dolg. A to je tako, kot sommelier za čaje? Ja, basically. Jaz sem full impressed. Ne, nisi. Ali si pa tako povedal, da sem mislila, da me zajebavaš? Jaz sem itak vedno ful pravdni, če je govor o čajih, vedno povem, jaz sem prijateljcev v Berlinu, bla, 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 bla. To vedno, po mojem vsi, ki me poznajo, vejo. Jaz imam prijateljcev v Berlinu, ki je profesionalna pokuševalka čajev in so vsi sem tako, ja, bravo, ja. Whatever. Sorry, ampak ta del Anninga Life je ful zanimiv, ker ti si bila tako profesionalna Čak, da okuševalka bom to zdaj čajev. izbrisala za nazaj, pa se bomo samo čajev pogovarjali. Ampak ti si tudi, ona imela kontrolo tudi nad dobavo. Ja. Jaz Tako, sem bila pač- pač buyer. To je res, Vsi čaji ali sem tako zeleni pa črni? Ali tudi Vsi. tako kamilce? ali Vsi, pa to? from all over the world. From Japan to Kenya to Malawi to... pač težko boš najdela srečala Kjer je še nekoga, ki ima tvoj toliko znanja o čaju. favorite Just čaj? saying. Fak, sovražim to vprašanje. Ne, se hecam. Pač jaz pijem... ne, to še bolj sovražim kot vprašanje. Sovražim svoj odgovor. Ja, ne. I love them all equally. Okay. As my children. A pol si tako, a ja ne, sem kavo pa tudi piješ? Valjda. Nisi pol sem tako, fuck, kava. Nisem ne bom. snob. Mislim, da ko si... Zdaj Ana tudi kadi, ne, ka prej ni. Ja, jaz mislim, ni da ko si full let v čaju, pol se ta snobovstvo avtomatično razblin, ker ti si snob na začetku, ne, več, ko veš, bolj se ti zdi, da že veš vse, pa na koncu si pa sam še tako grandpa style, vržeš si listke noter, preliješ si z vodo, ne veš niti koliko je vroča, sam piješ. Aha, ni smela kaditi, zato ker je zaradi nosa pa to. A tudi sommelieri ne smejo kaditi. Mislim, ne da ne smejo, eni se odločimo pač nehati, ne? Eni pa pač še zmer kadijo in imajo, ker tle za okušanje pač ti v bistvu moraš ustvariti svoj, kako bi rekla, data bank teh vonjav in če to treniraš non-stop, ne glede na to, a kadiš ali ne kadiš, pač imaš ta database, ne? Ti si meni večkrat rekla, da te ful zjebe to kajenje. Ne, me pa recimo definitivno je bilo zelo challenging, če bi jedla nekaj mastnega, preden bi imela tasting session, ker pač ti prekrije jezik, prekrije brbončice, čist drugače okušaš, ali pa če bi jedla valjda obviously čilija, ne. Tako da te so bolj challenging. Kaj pa pogoji. je tvoje mnenje o tem, ko je zdaj še zmer mača toliko popularna tukaj in zdaj vsak drug prostor, ki se oddaja v Ljubljani, pohopsajo neki ljudje, ki naredijo bubble tea štacion in prodajajo mačo s 15 litrov mleka noter. A imaš mnenje o mači? No, to me sam zanima. Pač ljubim mačo, valjda, in there is a time and a place for ceremonial matcha in time and a place for bubble tea. A ne?
Pač meni se zdi, da je mača fajn, da jo pijemo, ker je ful zdrava, ker ti dobiš lahko ful zelo koristnih vsebin za tvoje telo. Ne? Je pa res, da če piješ veliko mače z mlekom, potem mleko čisto zaradi kombinacije sestavin kemijsko, ne? Tudi mogoče blokira kakšne vsebine, ki bi jih ti sicer. Ja, mislim tudi tako glede okusa, ne? Ker jaz sem bila na tem, v Kyoto sem bila na tej kao profi predstavitev mača, pitje, ceremonija ali whatever, ne? In pol smo tam lahko tudi kupili to mačo in sem se pač skeširala za to mačo in pač ta mača je čist neki, in če jo narediš tako, kot so mi oni tam rekli in to, in jo shranjuješ v hladilniku in to, ne? Exactly. Je čist drugač, kot če greš ti v fucking, ne vem, DM ali pa v Mac ima tudi mača late. To je čist, se razumem, da tudi med sabo se ful razlikujejo, tam so jih tudi imeli ful različnih, pa različni rangi, pa ne vem kaj, ampak da se lahko pol nekam, ti ful imam rad mačo, ampak a imaš rad to mačo ali to mačo ali to mačo in pol, če ti poliješ čez 3 litre kravjega polnomastnega mleka, je to čist nek drug napitek. Ne? In pač ne deli tega z najdražjo ceremonijo mačo, ker je pač škoda. Ne? Ja. Tako da to mi je bilo vedno, jaz nisem bila fan mače, zares, ker sem pila par zelo gadnih mač, ker je bilo tako, da me nekdo z pokošeno travo pita. Pa sem pa tam pila to mačo in valjda vpliva tudi to, da piješ. Da si ti v tem environmentu. Ja, ampak sem bila tako, maybe miss I like this. In pol pač, ja, doma piješ tisto, kar prenešaš z Japonske, fehtaš ostale ljudi, ki grejo na Japonsko, da ti jo prinesejo, ampak pa jo hočeš kje tako usput pit v nekem lokalu, pa se hočeš malo zjokati. No? Ja, jaz moram reči, če si iskreno, večinoma ne pijem čaja zunaj. Čaj pijem pri frendih, ki so pač tudi ti professionals. Nimam pa nobenega zadržka, zdaj, če bi mi ti recimo, če bi bila zima, pa bi mi ti dala čaj iz vrečke, neko kamilico, pač meni je to all the same. Je pa res, da če recimo čistko ne, za poslušalke, more na labelu pisati, da je iz Japonske, ker se mi zdi, da doskrat, ko se uvaža mača, mača ni trademarked name, ti lahko recimo iz Kitajske kupiš zelen čaj v prahu, pa bo glih tako pisal gor na labelu mača, ni pa isto, ker cel production ni šel čez isti sistem, da so bili to grmi, ki so bili v sencah, da ni bil harvest ob točno določenem času, da so listki šli čez steamer, zato da so ohranili ta vegetal note in tako naprej. Ne? Mislim, da je glih to je ta največja razlika. Čip mača je ful doskrat, pač sploh ni mača prvo kot prvo, ampak je pač sem zelen čaj v prahu iz Kitajske. Jaz bi celo rekla, da the cheapest matcha from Japan je še zmer 5000-krat boljša kot vse ostalo. Zaradi tega, ker vem, kakšen je njihov production in kako skrbno delajo pač Japonci in general, kjerkoli job delajo. Ne glede na to, je to pek, a je to producer čaja ali je nek ne vem, človek, ki goji krompira, ne? Vse je pač skrbno narejen. Ti si zdaj rekel, da bi mogli v bistvu za mačo narediti DOP, ne? Da bi mogli narediti DOP, kako imaš za grana, pa za vse te stvari. Ja. Da bi bilo pač protected origin. Ja. Je pa funny, ne? History lecture, mača sploh ni iz Japonske. What? To je oblika čaja, ki je prišla iz Kitajske, ko so budistični... Ja, exactly. So prišli budistični menihi, so pač študirali budizem, prinesli nazaj neko obliko čaja, ki so jo pač pol perfekcionirali. Yep. Meni je bilo že to zanimivo tudi za poslušalke. Meni so rekli na Japonskem, a ne pač tam v tea house, da pač mačo moraš shranjevati v hladilniku in če ti kupaš mačo in je nimajo v hladilniku, je to shit mača. A veš, in kje v Sloveniji si kdaj videl, da imajo mačo v hladilniku? Nikjer, therefore pizda, sami diletanti. A veš, in sem bila sam takrat že tako, kva? Mača mora biti v hladilniku, what do you mean? Tudi kavo, če imaš doma odprto, je v hladilniku. Tudi zelišča, a ne? Ti lahko kupiš bulk zelišča in si jih ločiš, si jih vakumiraš ali pa daš v nek ziplock bag, ki je neprodušen, a ne? In daš v freezer in boš imela pač tudi čez 5 let še zmer relativno fresh zelišča. Seveda vse, kar je v controlled environmentu, kjer ne gre noter vlaga, kjer je konstantna temperatura, pač bo pač to podaljšal lifespan nekega produkta. Mesa, mače, čaja, zelišč, kave, whatever.
No, ful me veseli, da smo naredili ta detour. Čist bi bilo hudo, če bi se samo čaju pogovarjali. Enkrat drugič, ja, v Berlinu. A imamo še mogoče kaj zapovedati ali kar zaključimo počas? Ok, ja. Zdaj v tem obrazstavnem tekstu te prihajajoče razstave, Jernej, ki jo ti kuriraš od Ane, si se v bistvu ful noter razpisal o tej neki južni pa ohrani in omenjaš tudi film Outsider, slovenski film. Ja, iz 90-ih, ampak govori o času v 80-ih, pred smrtjo Tita. No, anyway. Ja, kaj s tem? Outsider in zakaj ta film in zakaj sploh to je mogoče malo bolj neka stvar moje lastnega interesa. Jaz imam en ta zanimiv interes, kar se tiče slovenskih filmov, in to je, da se v slovenskih filmih pogosto pojavlja ta neka scena neke nedeljske južne oziroma nedeljskega kosila. To je scena, ki ni vedno v slovenskih filmih, ampak zelo pogosta. Nek sociološki pojav, ki ga pač mogoče v tujih filmih ne opažamo toliko. Južna pa v bistvu prihaja bolj iz pogovora z Ano oziroma branja določenih tekstov, s katerih smo se potem tudi z Ano pogovarjali, posredno tudi iz Dear Sister performansa. Dejansko smo nekako prideš do tega, da feministični pogled oziroma feministične opaske se pogosto zgodijo ravno okoli nekih družinskih, familiarnih okoljih. Pogost primer je ravno to, pač južna oziroma neko kosilo, neko družinsko okolje, kjer se v bistvu ta patriarhalni sistem pojavi znova in znova oziroma mogoče opažen zato, ker je to tudi doma. Ja. Ni to sam zunaj okolja, ampak je to pač tudi nekaj, kar imaš v svoji lastni hiši. In Outsider pa čist sam zato, ker je to eden od teh scen, ki meni ostala ful v spominu. Ko smo se pogovarjali o tej južni, se mi je to preslikalo v glavo in sem se bolj zaveš, da v bistvu vse te teme, ki jih je Ana, kateri so se z Ano pogovarjali, vse te teme, ki jih Ana naslavlja, sploh to, kar se tiče južne in tega, se dejansko zgodi v filmu. Ta scena v Outsiderju, kot je bila v kjerkoli drugem filmu, ampak tudi ta vloga matere je tako pozabljena in postavljena na stran in vsa ta njena izkušnja je tako zreducirana na nič, da je v bistvu kar komično. To sem tudi hotela vprašati, zakaj glih ta film lobby basically dal kjerkoli drug slovenski ali pa tako film. Ja, se pravi, lahko bi bil drug film, bil je pač sam ena od teh scen, ki mi je ostala v spominu. Bila je pa še ena majhna zadeva, ki je bila mogoče bolj v plus Outsiderju kot kakšnemu drugem filmu. To je pa to, da Outsider se ukvarja pa tudi v bistvu za to izkušnjo živeti stran od doma. Ne? Gre za mešano družino, ki živi v slovenskem okolju in to se pa potem spet malo nanaša na Ano, ki tudi živi izven Slovenije in ima lih tako poleg vsega feminizma in vseh teh izkušenj s patriarhatom, ima tudi vse izkušnje, ki se veže na to, da si pač tujc nekje. Ki so pa velikokrat sorodne ali pa celo povezane. No. Meni je zanimivo bilo, da v bistvu je v tem filmu mama nastopa kot nek okrasek, a ne? Oziroma je kot nek objekt, zelo malo govori, skozi je v ozadju pa pač nekaj. Eno vrstičnico, manj stavk pove in to je to. Ja, in to je, kaj že reče? Pa dej pustgano. Ja, dej pustgano. Ja. Pač v bistvu je zanimivo, ker ta ena vrstičnica je moment te njenega agencija in tega, kako bi ona skušala pomagati sinu. Hkrati pa že s tem, ker si sama sebe vstal, ker noben nič ne reče, se ugrizne v jezik, je tudi prikaz tega, kako patriarhat na njo vpliva. Na to, da pač si ne upa narediti. Ker pač ker ni prav kao. Ja, to ni oseba, ki ne razmišlja nič. A ne? Mislim, treba je tudi vzeti poštev, da je ta film pisal moški, torej je spet pogled, kako ta moški vidi to žensko, kako bi se obnašala v tem momentu. Ne? Spet nimamo ženske izkušnje, pa kao ne bi imel. V bistvu samo dejansko je primer tega, kako se stvari ponavljajo skozi. No. Ta moški je Andrej Košak, režiser filma, ki je iz leta 1997. In, zanimivost, bil je najbolj gledan slovenski film po letu 1991, dokler ga leta 2003 ni presegal Kajmak in marmelada. Interesting. Je pa cel film, si ga lahko na YouTubeu pogledate. Tako da. Verjetno je legalno. Okay. Jaz bi vas vse povabila, no, da pridete podoživeti Sister. Mislim sicer, da ta audio installation, da bo za večino žensk ne bo nov, ker vse te stavke, ki se v bistvu zvonijo po prostoru, jih ne bojo slišale prvič. Razlika bo samo v tem, da jih običajno pač slišimo v svoji glavi, a ne pa v nekem prostoru. Zato pač,
pridite med tišino, med nas, med 3 glasove in upam, da boste prepoznali kakšnega, za katerega ste bili prepričani, da je vaš. Do konca avgusta. Okay. Najlepša hvala poslušalkam in poslušalcem za pozornost. Glasbeno podlago za intro in outro sta pripravili Ema Kobal in Urška Bajec-Košmerl in želim vam lepo poletje. Bye. Ciao. Auf Wiedersehen. Daj povej še kaj, a ti zdaj tam šprehaš? Ja, valjda. Nice. Daj povej še kaj po nemško. Ne vem. Aha, me kaj vprašaj. Jaz vem, da je to annoying, ampak vedno, ko je nekdo tako, ja, pač jaz znam tekoče, ta pa ta jezik, sem jaz tako, tako exciting, daj povej kaj. In pa je folk tako, what the fuck, naj povem zdaj. Ja, tako on the spot je težko. Ne vem. Ich habe sehr genossen, das Gespräch mit euch beiden. Oh, danke. Ja, und ich würde es gerne in der Zukunft nochmal machen. Weniger müde, mehr konzentriert. Aber so ist es eben. Das Leben einer Mutter ist hart. Und du musst mich in mein Studio besuchen. Ja, das ist natürlich. nämlich mehr aufgeräumt und noch besser und cooler. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Mhm, ich komme. Sag nur vorher Bescheid, damit ich aufräume. Danke. A imaš pol... Da nisem hotel avtat. A imaš berlinski naglas to? Ali ne? Ne, Ali... Hochdeutsch. Aha, ok, ja. Ker Berlinčani ikajo. Ik hab das drugače. Aha, namesto ich je Ja, ik. Pravi berlinski. Pol je pa, kako se reče temu? Zdaj pa nimam politično korektnega izraza. Če furje pa rečejo iš. Ta južni, ne? Južni. Ne sam mi. Obviously, turška diaspora je največja v Berlinu. Ampak ja. Zato imaš v hip-hopu vedno ich bin der Meister, bla, 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 bla. Je iša, ne? O moj bog, moje srečanje z nemščino dan danes je izključno v trash rapu in o drugem rapu, ki mi ga pošiljajo baby iz pole dance. Hey, drugač, by the way, Ikimel, fakt, to ti moram pokazati, ko nehamo snimati. Ikimel je najboljša. Vsi pejte poslušati Ikimel, prosim. A to je beba, ki repa? She's all the rage. Okay. Huda je. A ugasnem zdaj.